pozdravljeni. Danes smo si ogledali jedrsko elektrarno Krško. V luči tudi sprememb, ki se dogajajo na energetskem področju, namreč v prihodnje bo treba razmisliti o virih električne energije in se bo potrebno zelo kmalu tudi odločiti, kam Slovenija želi. Danes smo skupaj z vodstvom elektrarne ugotovili, da Slovenija zagotovo je jedrska država, imamo jedrsko elektrarno, ki nam proizvede znaten del naše električne energije, in čim ne bi imeli te elektrarne, bi seveda hitro občutili pomanjkanje energije, lahko bi se pa zgodili tudi najslabši možni scenariji. Zato je naše temeljno vodilo, ki bo, vsaj dokler bom sam na tem mestu, da moramo vložiti vse napore in pristopiti k izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne. Namreč čas, ki prihaja, bo terjal seveda čedalje več električne energije, in če želi Slovenija biti uspešna država, razvojno uspešna in pa seveda neodvisna, moramo težiti tudi k energetski neodvisnosti. In ta obisk današnji je bil seznanitveni tudi z vodstvom jedrske elektrarne, predstavili so nam njihove poglede in ugotovili smo, da se v veliki meri strinjamo, da bo potrebno v prihodnje resno pristopiti k neki resni energetski politiki, kajti samo politika, česa nočemo, ne bo dovolj, ampak bomo morali povedati, kaj hočemo. In če ne bomo želeli vetrnih, če ne bomo želeli termoelektrarn, če ne bomo želeli tudi drugih virov energije, potem bomo kmalu ugotovili, da nimamo te energije od kje dobiti. Zato je pomembno, in ta vlada si bo prizadevala za to, da Slovenija ohrani kolikor toliko veliko energetsko neodvisnost, in to je danes tudi naša skupna ugotovitev. Dejstvo je, da jedrska elektrarna Krško zadostuje vsem standardom, je na stopnji 1, kar se tiče zaupanja od 5 stopenj, in zagotovo je pomembno, da tudi omogočamo nadaljnje delovanje jedrske elektrarne v polni meri. Stopnja samodejnih zaustavitev se je od leta 1983 pa do danes zmanjšala praktično na nič, se pravi, elektrarna je uspešna pri svojem delu in pa je od začetka svojega delovanja pa do danes povečala dobavo energije za približno 10 vodnih elektrarn, če sem malo slikovit. Da ne bom predolg, boste lahko zastavili seveda še kakšna vprašanja in bo mogoče še bolj jasno. Še prej bi dal pa besedo direktorju, pa bi potem v nadaljevanju. Hvala lepa.